ime je Uršula, sem tarot svetovalka, sem tudi vedska astrologinja. In danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Lahko boste izbirali med 3 kupčki in med 3, bom rekla, različnimi kartami. Vprašanje danes pa bo, torej, kakšna bo vaša finančna situacija v prihodnje oziroma kakšna bo vaša situacija v poslu, v karieri. Torej, glede na to, da sem tudi vedska astrologinja, torej bi samo par stvari povedala, kaj se dogaja na nebu trenutno. Torej, luna v Devici je začela rasti in to je bilo včeraj. In ta nova luna bo prinesla veliko zanimivih stvari. Torej, trenutno se je včeraj in se tudi bo še en dan družila z Marsom, Soncem in pa tudi Merkurjem. Torej, Merkur je pa retrograden. In kaj nam prinaša ta luna? Torej, v naslednjih 2 tednih nam prinaša še veliko več eksplozivne energije, kot je bilo do zdaj. Torej, nemire, nezadovoljstvo in lahko to eskalira tudi v nasilje. To je posebej od 6. do 9. oktobra. To je pa ravno zdaj, a ne? Torej, in tudi ta energija, torej te lune se bo vlekla še naprej, torej ne bo zdaj to samo oktober, ampak tudi november in december in vse do mrka. In v tem času se bodo verjetno zgodile precejšnje spremembe in te spremembe so zagotovo povezane z COVID problematiko, o kateri sem sama ne želim kaj dosti razpravljati in govoriti. Imamo o tem čisto eno posebno mišljenje oziroma svoj, bom rekla, pogled na to. To bom mogoče posnela en drug video in razložila, kaj si o tem mislim oziroma kaj meni moja intuicija govori. Torej, ne glede na to, kaj poročajo po televiziji, radiju in po vseh medijih, tudi na Facebooku in vse povsod. Torej, sem si jaz svoje mnenje izoblikovala izključno na podlagi moje intuicije, ki me do zdaj še nikoli ni pustila na cedilu. In seveda tudi glede na Džotiša, ker Džotiš vse skozi spremljam in preko Džotiša delam tudi napovedi, ki so zelo, zelo točne. To je mogoče že marsikdo od vas ugotovil, ki je tudi moje napovedi že bral, jaz pišem to že kar nekaj časa in so precej točne napovedi. Zdaj problem, bom rekla, ali pa izziv te lune bo tudi ta, da se bodo ljudje predvsem oklepali tega, kar mislijo, da je prav, torej vsak bo na svoji strani, nihče ne bo hotel popuščati. Vendar se to spreminja v drugi polovici oktobra, zato ker gre Sonce v Tehnico in takrat bodo vlade mogle malo popustiti in tudi verjetno bojo. Ker bo taka situacija, torej Uran se nahaja v Ovnu in ljudje se bojo še bolj začeli boriti za svoje pravice. Posebej v tem času, ker sta torej Mars in Sonce zelo, zelo blizu, temu pravimo kombast. In kaj to pomeni? To pomeni agresijo, eksplozivnost in ker je seveda Uran v Ovnu pa vlada Mars, pomeni, da se ljudje izrazito v tem obdobju želijo boriti za svoje pravice. In seveda ta bližina Sonca in Marsa pa ustvarja to eksplozivnost, bom rekla to nestrpnost, torej da ne morejo, enostavno pokažejo, da ne morejo več teh ukrepov, ki so čist roko na srce včasih nesmiselni, tudi upoštevati. No in torej, ljudje se bojo oklepali tistega, v kar verjamejo in čemur zaupajo, ampak spremembe so seveda neizogibne in seveda, ker se ta luna nahaja v Devici, kot sem že prej povedala, torej ta luna je povezana s to COVID problematiko. Torej, sprememba se nanaša na zdravstvene probleme in tudi seveda, kaj se bo zgodilo, torej resnice ne bo možno več prikrivati, prišla bo na dan, torej ne glede na to, če komu je to po volji ali pa ne, oziroma ne glede na to, kakšna je. Vzpostavila bo red, ravnovesje, tudi ljudje bodo mogli sprejeti odgovornost, čeprav je do zdaj bila odgovornost precej zavračana. In po 20.10. bomo tudi videli, kaj bo ta luna v resnici prinesla. Zdaj, velike spremembe bojo tudi na področju tehnologije.
torej razvoja in predvsem razvoja na zdravstvenem področju. Ker kadarkoli je Luna v Devici, to se predvsem nanaša na zdravje. No, to je bilo za začetek, to je bil en tak, bom rekla, malo poseben uvod, zato ker je pač taka situacija. No, zdaj pa, bomo šli pa na karte, in na finančno situacijo. Torej, zakaj sem zbrala finance? Sem že večkrat pač prej posnela kakšen video o ljubezni, ljubezenskem področju, torej finance pa že dolgo nisem, pa sem se potem odločila, da danes tudi področje financ zavzamem. Poleg tega, bom rekla, tudi Luna v Devici in poleg retrogradni Merkur v Devici je izjemno dobro postavljen, prinaša tudi posebej devicam uspehe na poslovnem področju. Tako da lahko device ta čas zelo, zelo, zelo dobro izkoristijo. Torej, to velja, če imate Luno v Devici, Sonce v Devici, če ste v ascendentu Devica. Torej, za vas je to, bom rekla, obdobje izjemno dobro za napredek, torej za razvoj, za poslovni uspeh. Tako da, to je pač tako, no, in tako je na nebu. Zdaj pa bi kar šli, torej prvi, drugi in tretji kupček, torej lahko izberete, sem rekla, med 3 kupčki. Torej, prvi, bom rekla, je tale z tole podolgovato školjkico, drugi je tale, bom rekla, bela školjkica, malo srednja velika, tretji je pa ta največja školjkica. In bomo kar tele umaknili in bomo kar začeli s prvo. Tako, tole bomo postavili takole, da se bo videla. No, pa kar začnimo, torej, že ena karta tako zvan izpada, torej, kakšno bo dogajanje prve skupine na finančnem področju oziroma v karieri, v poslu, pa kar začnimo. No, pa da vidimo prva skupina, kakšno bo vaše, oziroma kakšno bo dogajanje, kaj se vam bo dogajalo torej na finančnem področju. No, karte, ki so izpadle, so zelo zanimive. Torej, v preteklosti so se, bom rekla, v financah precej obremenjevali. Imeli ste neke, bom rekla, finance so vam pritekale, ampak s temi financami je bilo veliko neznank. Bom rekla, niste vedeli, kam naj jih date, kako naj se odločite glede nekih naložb. Torej, tukaj kažejo, da ste imeli finance, da so pritekale, ampak da ste morali se odločati oziroma odločiti, kam boste te finance dali. Mogoče celo vas je nekdo prosil za posojilo, pa niste vedeli, ali bi te finance posodili ali jih ne bi posodili. Torej, bili ste zelo razpeti med 2 možnostima, v precepu, v nekem lahko tudi konfliktu, notranjem bolj, ne zunanjem, in veliko je bilo nejasnosti, torej niste točno vedeli, torej, kako bi stvar rešili. Zelo ste bili razdvojeni in v precepu. In zaradi tega vam je to povzročilo tudi bom rekla, ne malo težav, ovir, problemov, torej tudi lahko kakšno neprespano noč. Torej, bom rekla, oseba, ki vas je prosila za ta denar, je precej močna ali pa z vami zelo, zelo povezana. Lahko to nek poslovni partner, lahko bi bil tudi družinski. Če pa ste se odločili glede kakšnih drugih stvari, torej kam bi dali denar, finance, ali bi mogoče celo ste želeli nekomu dati neko darilo ali pa torej dati denar za neke potrebe, torej bom rekla, je ta oseba imela izjemno močan vpliv na vas. Torej, to vam je povzročilo, kot sem rekla, veliko težav, veliko nespečnosti, stresa, travm. Tudi niste vedeli, dejansko, kako naj se odločite, in to je kar nekaj časa trajalo. Lahko tudi pomeni neko težko situacijo na področju financ, torej nekaj financ ste imeli, ampak niste vedeli, kako bo naprej. Torej, lahko, da so vam tudi omejili dohodke in niste vedeli, ali bo denar naprej še prihajal
ali ne bo prihajal. Torej, zelo, zelo veliko skrbi, težav glede tega in torej skoraj nesposobnost, da se odločite. Trenutno vam kaže, da boste dobili večjo količino denarja ali pa da jo posedujete. Če jo še niste, boste v kratkem dobili neko darilo, bom rekla torej večjo vsoto denarja. Lahko je to v obliki darila, lahko je to v obliki nekega finančnega priliva, ki ga mogoče toliko ne pričakujete, ampak bo zagotovo prišel. Torej, finance bojo, če niso že, pa bojo zelo, zelo v kratkem in glede tega boste sklenili en zelo, zelo dober dogovor. Torej, verjetno boste tudi, bom rekla, išli iz tega odločanja, torej ali bi nekomu posodili ali ne bi, torej kam bi dali denar, kam bi ga naložili. Torej, išli boste iz tega odločanja v smislu, da se boste odločili končno, kaj naj naredite v povezavi s tem denarjem. Ta odločitev bo zelo, zelo dobra. Torej, zanesite se na svojo intuicijo, ker bo odločitev postavljena torej na podlagi intuicije zelo dobra. Tako da pejte v to smer. Pazite pa še vseeno torej, pri posojanju denarja, ker če boste posodili v prihodnem času nek denar, potem tega denarja ne boste dobili. Tako da jaz bi zelo pazila, komu, kdaj in kako. Če boste to dali, dajte to raje kot darilo, ker drugače tega ne boste dobili nazaj. To je pač dejstvo, tako kažejo karte. Če je pa to neka službena situacija, torej ko v preteklosti niste vedeli, ali boste imeli dovolj denarja, ali vam bojo povečali dohodke, ali pa so vam zmanjšali dohodke, pa ste se bali, kako bo naprej, boste pa zdaj trenutno imeli sicer dobre prihodke, vendar vam v prihodnosti kaže, da bodo tukaj prišle precejšnje spremembe na tem področju. Precejšnje spremembe in da boste morali neko določeno stvar v zvezi s tem zaključiti. Torej, bom rekla, ta denar, ki ga boste dobili, torej ta večja vsota denarja, lahko je to tudi pomoč, torej nek priliv denarja, vas bo zdaj trenutno zelo razveselil, v prihodnosti pa tega denarja ne bo več, zato se zelo, zelo pazite, torej izdatkov, prihodkov, posojanja. To jaz na vašem mestu res ne bi, če je le možno. Drugače ga pa tako, kot sem prej rekla, dajte kot darilo. Vendar vam torej bom rekla, v prihodnosti glede financ kaže kar dobro. Na spomladi boste imeli več prihodkov, več denarja, zato ker tudi, če gremo zdaj na poslovno, zdaj sem govorila samo o financah, poslovno področje, torej ste se v preteklosti odločali med dvema smerema, kam bi šli, kako bi šli. Torej, če ste že brez službe, ste se odločali med dvema službama, ker vam je zelo, zelo, bom rekla, kratilo mirne noči. Dobili ste priložnost in se za to odločili in da je to zelo dobra priložnost, ampak boste v prihodnosti to še vseeno zamenjali in potem dobite z eno zelo, zelo dobro službo. Torej, poslovno, torej je zdaj ena zelo dobra priložnost, ampak ta priložnost, na žalost, se ne bo izkazala kot prava. Vi boste na spomladi dobili neko novo priložnost in verjetno so s tem povezane tudi boljše finance, torej boljše finančno stanje, večji prilivi, umirjene situacije, zato ker trenutno in v preteklosti ste imeli zelo veliko izzivov. Torej, tako glede financ, sem že prej razlagala, kot tudi poslovno, glede službe, torej tehtanje, odločanje, zelo veliko vam je to težav povzročalo. Trenutno je situacija v redu, dobite priložnost, imate službo, se dogovorite, ampak v prihodnosti to ne traja, dobite potem nekaj novega. Pazite se, bom rekla, laži, prevar, manipulacij na poslovnem področju, tudi v zvezi z denarjem, torej to že vas precej opozarjam, pazite pri posojanju. Pazite pa tudi v službi oziroma v karieri, pri poslovnih priložnostih, ker ta zelo dobra poslovna priložnost, ki se je trenutno pojavila ali pa se bo v kratkem, bom rekla, bo za vas podana v obliki fige v žepu. To pomeni, da nekdo vam bo nekaj obljubljal, ampak v resnici tega ne bo mogel izpolniti.
Tako da bodite tukaj zelo previdni, verjetno boste zaradi tega tudi prekinili. Torej, kot sem pa rekla, na pomlad vam pa potem kaže neko zelo, zelo pozitivno spremembo in umiritev celotne situacije in precej boljše prihodke. Torej, na pomlad vam kaže stabilnost prihodkov, novi prihodki, torej lahko konec neke službe in začetek druge, precej boljše, precej bolj stabilne, tako da jaz se ne bi na vašem, bom rekla, pri vas sploh obremenjevala, ker vam tako finančno kaže umiritev in boljši prihodki po vseh teh, bom rekla, nekih travmatičnih zapletih, kot tudi glede službe. Precej boljša služba, precej bolj stabilna, ampak vmes bo pa pač ta zamenjava in lahko tudi, bom rekla, boste morali biti soočeni oziroma boste soočeni s temi lažmi, manipulacijami, prevarami. Poleg tega si tudi sami ne smete glede financ, kariere in posla govori, da določene stvari ne bojo vam šle v prid, da nečesa ne zmorete, da je vse zastojno. Torej, ne si miselno to dopovedovati. Raje zaupajte. Poskušajte se miselno osredotočiti na pozitivni rezultat, zato ker pozitivni rezultat pri vas bo. In to res dober pozitivni rezultat. Poglejmo se še, kaj vam pravijo angeli, torej v akcijo. Torej, ne glede na to, kaj zdaj imate, tudi če je zdaj neka zamenjava, neka poslovna priložnost, vi kar pojdite v akcijo, poskušajte. Torej, angeli vam tako pravijo, torej, ni važno, tudi če boste zamenjali kasneje, mogoče je to za vas neka dobra izkušnja, zato da boste znali kasneje dobro izbrati. Tako da, to je za vas vse. In gremo naprej z drugo skupino. No, pa poglejmo druga skupina. Pri drugi skupini je tudi izpadlo, torej, da lahko pričakujete v prihodnje večji denar, torej po nekih težavah, bom rekla, ko ste bili mogoče brez službe ali pa ste bili, bom rekla, odrinjeni na rob glede financ, zelo zaskrbljeni, kako bo v prihodnosti vas čaka nek precejšen finančni dobitek, tako da ste lahko zelo zadovoljni glede tega, ampak bomo zdaj pogledali še bolj natančno, torej kaj vas čaka glede prihodkov, glede financ oziroma posla, statusa. Torej pomeni tudi, da boste v poslu lahko dobili neko dobro priložnost, da ste bili mogoče do zdaj brezposelni, pa boste zdaj dobili novo službo ali pa novo priložnost na splošno. Pozabili smo školjkico omakniti, pa dajmo to ta drugo, da bomo vedeli, da je to druga skupina. No, pa vprašajmo, torej, veliko kart izpada, torej zelo nervozni ste glede svoje situacije, glede za naprej, za finance in posel, tako da vam svetujemo merjanje. No, pa poglejmo, kaj vam kaže za naprej, torej druga skupina za finance, posel, kariero. No, pa poglejmo. Torej, druga skupina, torej vam kaže, da ste v preteklosti imeli opravka z ljudmi, ki niso izpolnili vaših pričakovanj, to je tako na poslovnem področju, kot tudi pri financah. Torej, mogoče ste želeli več prihodkov, bom rekla, ste pričakovali več prihodkov, ampak te vaše želje niso bile izpolnjene. Sicer ste bili zelo entuzijastični, torej entuzijastični z novimi idejami, želeli ste te ideje uresničiti, nameravali ste te ideje unovčiti, ampak nikakor ni šlo. No, trenutno kaže, da ste si zastavili neke zelo, bom rekla, močne cilje, ki so lahko zelo uspešni, ste glede tega tudi zelo zadovoljni. Torej, postavili ste si, bom rekla, neko osnovo in to je verjetno iz teh, bom rekla, idej, ki ste jih imeli, ste zdaj postavili neko osnovo tem idejam in jih skušate uresničiti. Torej, kaže vam, da trenutno se vam bodo želje uresničile, da bodo tudi finance precej boljše, torej, da bo tudi poslovno za vas več priložnosti, več prihodkov, vendar v prihodnosti pa kaže neka skrb na tem področju. Torej, skrb,
ker boste imeli opravka z določenimi osebami ali pa sistemom, ki je precej okostenel, rigiden. Torej, zelo težko boste šli s to svojo idejo preko nekih pravil, organizacija bo težka in vas bo to zelo, zelo zaskrbelo v prihodnosti. Torej, kaj narediti, kako narediti. Kaže vam torej rok 9 tednov, zelo vas bo strah, zelo vas bo skrbelo, kako naprej, glede financ in glede posla. In boste se mogoče tudi na nek način od določenih, bom rekla, ljudi, določenih projektov tudi na nek način umaknili pa distancirali in ne boste točno vedeli, kaj narediti. Je pa res, da boste v prihodnem obdobju precej delali na tem, da boste svoje ideje čistili v tem smislu, da boste videli, kaj bi mogoče pa delovalo, da bi vi s tem zaslužili, kaj ne deluje, to boste tudi verjetno imeli že izkušnje. Torej, zdaj ste postavili temelje. Glede tega vam kaže res uresničenje želja in tudi precej boljše, ampak v prihodnosti boste pa še morali nekako te ideje na novo postaviti oziroma narediti nek načrt, kaj bi bilo zdaj res tisto, s čimer bi vi lahko zaslužili. Kaže vam tudi neka zelo zanimiva ponudba iz enega človeka, bom rekla, od ene osebe iz preteklosti. Vendar bo ta ponudba tudi povezana z dolgoročnim načrtovanjem, z dolgoročnim razmišljanjem, z dolgoročnim postavljanjem ciljev. Tako da jaz bi vam svetovala, da si res na list napišete, kaj želite, kaj ne in kje mislite, da bi vi lahko zaslužili. Zato, ker tukaj, bom rekla, imate neko zelo dobro idejo, pa mogoče ta ideja se trenutno ne more tako uresničiti. Torej, zdaj sicer kaže zelo dobro, ampak v prihodnosti bodo pa neki zastoji. Torej, tudi če pogledamo glede službe, torej v preteklosti ste doživeli neko razočaranje, lahko ste bili tudi poraženi, lahko vas je tudi neka konkurenca porazila, ne glede na dobro idejo, ki ste jo imeli v službi. Trenutno je služba v redu, so se vam stvari uresničile, tudi stabilna glede financ, ampak v prihodnosti prav tako kaže neke skrbi, težave, ovire. Torej, ponudili vam bodo v službi neko novo delo, neke nove projekte, ampak bojo zelo dolgotrajni, na nek način mukotrpni, bo zelo težko jih reševati. Sicer se boste dobro počutili ob delanju teh nalog, ampak bodo kar težki za vas. Vidi se vam, da morate glede denarja spremeniti določene vzorce, tudi glede posla, z kariere, da v bistvu ste se zapletli v neke, bom rekla, stare vzorce, ki jih imate že od prej in da se mogoče zapletate z nepravimi ljudmi ali pa nekako svoje ideje ne znate, bom rekla, ali predstaviti na tak način, da bi jih ljudje kupili, ali predstaviti na tak način, da bi se razvijali naprej. Torej, to nima veze, ali delate samostojno ali pa ste v službi. Torej, v obeh primerih je to problem. Torej, tudi zelo čustveno se odzivate na vso to situacijo. Je pa res, da pri financah in poslu ne smeš biti tako čustven, ampak moraš biti bolj, bom rekla, razumski, a ne? Vi ste trenutno, imate neke temelje in ste tudi, ne? Ampak v prihodnosti se boste pa precej čustveno odzivali na situacijo. Torej, prilivi vam sicer kažejo, ampak res boste mogli točno določiti, kaj boste delali, kaj ne boste, pa ni važno, ali delate sami ali ste v službi. Torej, ne sprejeti vsega, kar vam ponujajo, ker določene naloge, kot pravim, res so dolgotrajne, mukotrpne in vas bo tudi tisto veselje minilo, ko jih boste delali, tako da tukaj morate razmisliti pri kakšni nalogi, da mogoče lahko rečete tudi ne. Torej, tukaj se lahko zanesete na svojo intuicijo, lahko tudi pač karte govorijo o tem, da boste z veseljem sprejeli neko nalogo, nek projekt, potem pa na koncu se ne bo izšel tako, kot ste vi pričakovali, a ne? Pač tako vam malo težjo situacijo vam kaže. Poglejmo še, kaj pravijo angeli. Torej, pravijo življenjski namen, torej, in da se v svojih namerah
mogoče bi bilo dobro, da svoje namere malo spremenite, da tisto, kar ste do zdaj želeli, da razmislite, ali je to res za vas dobro, ali bo ta ideja, projekt, naloga res uspešna, ali vas bo se res osrečila, ali vam bo res prinesla denar, torej glede tega dobro razmislite in delate pa tisto, kar je vaš življenjski namen. Torej, ta ideja, ki jo imate, ali pa ta naloga, ki jo delate, tisto, kar so vam v službi dali, je vaš namen, samo mogoče je način izvajanja mogoče ni ravno ta pravi, a ne? Ali pa mogoče ni količina energije, ki jo v to vlagate, niso razmerna s tistim, kar vas plačajo, oziroma kar dobite nazaj, a ne? To je torej za drugo skupino, zdaj pa gremo še na tretjo skupino. Tretja skupina je pa ta velika školjkica in angelski barok. No, pa da vidimo še tretjo skupino, kaj za tretjo skupino govorijo karte glede financ, posla, statusa, torej prihodkov in kariere. No, pa da vidimo, kaj je za tretjo skupino aktualno v tem času glede financ. Tretja skupina, kaj se bo dogajalo torej na področju financ. No, tukaj sem že prej obrnila karte, torej paket tehle kart in zadaj imamo torej 10 diskov, kar zelo, zelo dobro kaže na to, da se vam bo situacija v prihodnosti precej izboljšala, ker trenutno je pa situacija kar težka. Torej v preteklosti ste nekaj denarja vložili, imeli ste torej nekega svetovalca, ki vam je svetoval torej za ta vložek, ampak se to ni dobro obneslo. Lahko tudi pomeni, da ste tehtali med dvema možnostima, med dvema službama in da ste se odločali na podlagi razuma, kaj bi bilo za vas dobro. Trenutno je pa situacija kar težka pri vas glede poslovno, glede financ. Torej nekaj vam je spodneslo noge ali pa vam bo zelo v kratkem. Situacija je težka, torej ne bojo se stvari uresničite tako, kot si vi želite in od vas bo potrebno zelo veliko energije, moči, da se boste usmerili spet naprej in v tisto smer, katero si želite. Torej zelo boste tudi tehtali, ne boste vedeli, kaj naj naredite. Zelo bo težko. In tudi v prihodnosti vam kaže, da bodite potrpežljivi, da vas bo zelo skrbelo glede financ, posla in kariere, da boste imeli veliko neprespanih noči, vendar kasneje se bojo stvari umirile. Torej, predvsem morate vi pri sebi razčistiti, koliko energije dajete za nek določeno službo, projekt in koliko dobivate nazaj, ker tukaj niso razmernosti. Zdaj jaz upam, da torej trenutno, ker tole kaže, da ni kakšna izguba službe ali pa izguba prihodkov, lahko bi se vam to zgodilo, žal, ampak kaže pa na neko težjo odločitev, ki vam bo v prihodnosti prenesla kar precej skrbi, težav, ver, vendar, torej kot pravim, dajte se na svojo intuicijo zanesti, saj v prihodnosti kaže zboljšanje razmer. Torej, ampak trenutno pa situacija zelo težka. Zdaj finančno vam tudi kaže, da torej niste vedeli, kako bi z denarjem, kako bo z denarjem, da vam je bilo že v preteklosti težko, zdaj pa sploh vam je težko in se morate tudi odločiti, kako naprej. No, da vidimo, kaj bo naprej. Torej naprej vam pa kažejo neke možnosti, bom rekla, neka ponudba, priložnost za posel, priložnost za, če ste v službi, priložnost za neko, da se na novo pokažete in da tudi dobite priznanje. Torej v prihodnosti vam zelo dobro kaže, ampak trenutno je pa res, ste pa na nekem, bom rekla, prelomnem trenutku,
ko stvari ne grejo tisto smer, ki vi želite, lahko je pač neka težka izkušnja za vami, ali pa zdaj trenutno prišlo do tega. Vendar, torej, naj vas ne bo tako strah, čeprav vas bo še kar precej časa skrbelo naprej, se bojo stvari umirile. In to kaže na poletje. Torej, na poletje naslednje leto torej se stvari umirijo, v službi dobite priznanje, dobite večje prihodke, če boste pa zamenjali službe, dobite pa boljšo službo. In tudi prihodki se zboljšajo, tako da zdaj je situacija res težka. Verjetno boste morali torej ali službo zamenjati ali zapustiti nek projekt, nalogo, oditi stran, ker pač to se je sicer že zelo dolgo pripravljalo. Zelo boste razočarani v prihodnosti zaradi tega, ampak kot pravim, na poletje se stvari obrnejo na boljše, tako da naj vas ne skrbi toliko. Je pa zdaj situacija kar težka. Sposobni ste, da to nekako predelate, da najdete novo službo ali pa da v tej službi, kjer ste, pa se vam je nekaj, bom rekla, težkega zgodilo, da to spremenite, da to razočaranje premagate. No, kot pravim, tale karta se pa ni pokazala čisto brez smisla, ne? Vsaka stvar je vedno z nekim namenom, kaj ti kaže vam v daljni prihodnosti prihodke dobre, dobro službo, stabilnost in trajnost, tako da res ne se preveč obremenjevati. Vam kaže dobro, čeprav zdaj situacija pa res težka, pa se strinjam. No, kaj vam pravijo angeli? Torej, igra, torej ne toliko skrbeti, bodite bolj odprti, bolj radoživi, sprejmite stvari, zaupajte, ker se bojo stvari spremenile. Že v roku 4 tednov vas bo zelo, zelo skrbelo, torej v roku 4 tednov ali pa aprila se pa stvari izboljšajo. Čustveno boste tudi zelo, zelo obremenjeni, ampak boste te težave premagali, boste to preskočili, tako da ne se res preveč obremenjevati. No, to je za vse skupine, torej moja napoved, torej glede financ, posla in kariere. Torej naj vas povabim ob tej priložnosti, da obiščete tudi mojo spletno stran orakelluci.si, kjer imate tudi veliko brezplačnih vsebin. Zdaj kmalu bo tudi napoved preko tarot kart, kjer lahko torej, kot igra izberi karte, izberete karto in pogledate, kaj vas čaka v mesecu oktobru. Potem imate tudi druge videoposnetke, imate astrološke napovedi, na mojem Facebooku si lahko pogledate tudi napoved, kjer izberete sličico in za torej, teden naprej, pa za 2 tedna naprej prav tako vidite, kaj se vam bo dogajalo. Drugače si pa lahko na moji spletni strani torej preberete tudi druge članke, tako da vas čaka tam zelo veliko zanimivih stvari. Lepo vas pozdravljam za danes in vam želim še naprej lep dan.